Spoštovani zbrani, dragi gostje, prisrčno pozdravljeni v imenu Mariborske knjižnice na večeru posvečenem razmišljanjem in razpravi o času vojne za Slovenijo na območju nekdanje razširjene občine Maribor, takšne kot smo jo pač poznali v času pred 3 desetletji. Čas se nezadržno odmika in želja Mariborske knjižnice kot ustanove, tudi domoznanskega pomena, je bila, da se zberemo in čim podrobneje razgrnemo svoje spomine, poglede na tedanji čas, in ker je materije odločno preveč za eno samo omizje in za kakšno urco ali urco in še kakšno minuto, smo naša srečanja razdelili na 3 dele. Prvi del, posvečen uverturi v dogajanje, imenovani Pekrski dogodki, smo že opravili in je na ogled na YouTube kanalu Mariborske knjižnice, objavljen pa je bil tudi na Radiu Maribor. Drugi del je posvečen vojnemu dogajanju in ga imamo namen opraviti danes, tukaj v tej dvorani v prijetnem hladu. Tretji del pa je namenjen medijskemu pogledu na ves ta čas, kako so zgodbo doživljali, dojeli, o njej poročali novinarski kolegice in kolegi tedanjega časa. Čas, v katerem živimo, in 3 desetletja, ki nas ločijo od razburljivih, dramatičnih, usodnih, neponovljivih dogodkov, nas nekako opominjajo, da je potrebno ali zapisati, pisana beseda ostane, ali posneti, ker spomin doživlja najrazličnejše variacije in nečesa se danes še zelo dobro spomnimo, jutri pa nam marsikaj že lahko uide iz spomina ali pa se prikrade kaj takega, s čimer se pa nekdo, ki je bil z nami v istih okoliščinah, morda ne bi strinjal. Časa je še dovolj, vsi skupaj smo pri dobrih močeh in verjamem, da ste mnogi že tudi marsikaj zapisali in pustili za sabo, zato bo tudi današnja razprava nekoliko lažja. Če dovolite, bi najprej goste tega omizja predstavil, začenši z vaše leve, spoštovani auditorij, je gospod Tone Sračnik, ki je bil v tedanji občini Ruše načelnik manevrske strukture narodne zaščite in poveljnik enot teritorialne obrambe. Sledi Srečko Cehnar, ki je poveljeval enotam teritorialne obrambe v Šentilju, dramatično dogajanje, ki se ga je vredno spomniti in na katerega moramo tudi pogosteje, vsaj ob obletnicah, spregovoriti. Venčeslav Ogrinc, namestnik poveljnika 71. območnega štaba teritorialne obrambe v Mariboru. Na drugi strani je gospod Tone Korošec, pomočnik poveljnika 72. območnega štaba za obveščevalno dejavnost. Sledi naš predstavnik iz političnega sveta ali pa sveta lokalne pa tudi državne politike tedanjega časa, gospod Rudolf Moge, podpredsednik Mariborskega izvršnega sveta oziroma izvršnega sveta skupščine občine Maribor in v tem ključnem času delegat zbora Združenega dela slovenske skupščine. Naslednji je Bojan Lunežnik, ki je imel tedaj odgovorno nalogo poveljnika posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Maribor, in pa gospod Alojz Kovačič,
ki je bil v tem obravnavanem času načelnik oddelka za obrambo pri tedanji občini Maribor oziroma skupščini občine Maribor. Zgodba, v kateri bi se želeli podrobneje seznaniti, je, kako je Maribor v času po pekrskih dogodkih, ko je doživel tisto prvo preizkušnjo, ko je z organizirano spontanostjo zelo dobro, srčno reagiral, ko je presenetil po eni strani armado, po drugi strani pa tudi samega sebe, kako je v času, ko so torej naslednji dan na Ptuju armadni vojaki streljali in ranili Borisa Frasa, v Mariboru pa je oklepnik povozil Jozefa Simčika, kako je torej doživel stop v obdobje razglasitve samostojne države, za katerega se je vedelo ali pa bilo zelo jasno, da ne bo potekalo mirno in gladko. Omenil bi iz tistega obdobja slovesne uverture v novo državo samo dve podrobnosti. Maribor je nasproti kipa generala Maistra zasadil lipo in koliko časa je minilo, si lahko gledamo tudi po habitusu te lipe, ki je v tem času zrasla v resnično mogočno drevo. Druga pomembna, simbolična zadeva pa je bila ta, da je dan po razglasitvi samostojnosti v prostorih slovenske skupščine in dan pred večerno slovesnostjo na tedaj Trgu revolucije v Ljubljani zadnji Maistrov častnik, stotnik Anton Ostrc, v avli mestne občine Maribor odkril ponovno vrnjeni kip generala Maistra. Zakaj to poudarjam? Ker je v tem času, od leta 1991 do danes, Pirnatov kip generala Maistra najdlje časa na enem mestu. Ko so ga leta 1935 postavili, so ga dobrih 5 let kasneje umaknili, šele leta 1968 so ga ponovno vrnili in zaradi političnih opazk tovarišev iz Ljubljane so ga mariborski veljaki umaknili leta 1978 v Šentilj. Torej, Maister se je vrnil in je še vedno tam, sicer so ga dali kasneje zaradi priprave novega odlitka v Izmiro, ampak simbolično poudarja, da je slovenska samostojnost mu vendarle omogočila, da je ostal najdlje časa na enem mestu. Morda gremo najprej v ta politični del. Država se je po eni strani intenzivno pripravljala. Hkrati pa pridemo do takšnih podatkov, da je šele 24. junija določila grb in zastavo. Pomeni, da se je na nekih točkah izjemno zamujalo. Seveda se je delalo na drugih. Vlada je zagotovila, da bi ne glede na razmere oskrba z najnujnejšimi živili, z gorivom potekala vsaj pol leta. Bili smo pripravljeni in nismo bili. Kako v državi, kako v Mariboru. Kako ste doživljali zgodbo v skupščini v času te razglasitve in ali vam je bilo popolnoma jasno, da bo po tistem, ko so bile sanje dovoljene, sledil nov dan, ki bo zelo zahteven in bo marsikaj obrnil na glavo in zavedno spremenil. Gospod Moge. Dan D se je skoraj prehitro približal, kajti vse stranke so hitele, da bi čim prej prišle do zaželenega rezultata, to je do uresničitve volje slovenskega ljudstva na plebiscitu. Smo živeli v času, morate si misliti nazaj, ko smo imeli še 3-domno skupščino, ne državnega zbora, ko smo imeli izvršni svet, ne vlado, ko namesto ministrov smo imeli sekretarja ali pa predsednike raznih komitejev
In v državnem zboru se je dogajalo to, da so pred volitvami nekatere stranke doživele popolno metamorfozo. Prej Zveza komunistov Slovenije se je spremenila Združeno listo socialnih demokratov in je tisto, kar je nekdaj zagovarjala še v skupnosti Jugoslaviji, potem poskušala se izviti iz tega in je prišla na popolnoma druge osnove. Zveza socialistične mladine Slovenije, katere delegat sem bil sam, se je kasneje preimenovala v Liberalno stranko Slovenije, potem socialisti so se preusmerili v stranko socialistov in tako naprej. Zniknile so pa seveda nove stranke in te nove stranke, ki so zniknile v parlamentu, so imele to lastnost, da niso imeli dovolj šolanih kadrov, ki bi bili politično vešči. Zaradi tega je dostikrat prihajalo med tem polom nekdanjih strank in onih strank, ki so bili v demosu, do hudih razhajanj. Vendar pot do tega, da je Slovenija postala neodvisna in samostojna, je bila, če se temu reče, z veliko miro in dobro voljo vseh strank parlamenta nekako utlakovana in urejena. Vedeli smo, da še samimi akti, ki jih bomo sprejeli, Slovenija ne bo postala država, kot bi morala biti, ampak da nas vodi do države, njen krstni list je Ustava Republike Slovenije. V tem, spoštovan kot Sutar, ko ste omenili, da se je zataknilo v parlamentu med tem, kakšno je bo grb in kakšno ne bo zastava, kar je bilo bistvo postranskega mena, se v glavnem šlo za to, ali bo prevladalo mnenje nekdanjih komunistov ali novega demosa, ne, in šlo se za to, ali ne bo v grbu Triglav ali ne, in ali ne bo v grbu peterokrake zvezde, in potem je prišlo pač do kompromisa, da je v grbu ostal Triglav, namesto peterokrake zvezd smo podali šesterokrake zvezde in to je bilo na simbolni strani urejeno. Vedeli pa smo, in to nam je že večkrat namignil poslanec Združenega dela Milan Aksentijevič, ki je bil delegat vojske, da če bomo šli na pot samostojnosti in neodvisnosti, da bomo doživeli državno intervencijo. In še isti dan, 25. junija, ko smo sprejeli tiste, kako se temu reče, temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, pa zakon za njeno izvedbo. In ko smo to naredili in šli iz parlamenta pred parlament na to svečano prireditev, se je dogajalo, da ko smo to sprejeli, da so nad nami letali zmigi, nebo je kar gorelo, okoli 10. do 11. ure. Milan Kučan je ti znameniti stavek povedal, ne, danes so dovoljenje sanje, jutri bo nov dan, in čez nekaj časa smo vedeli, da je Zvezni izvršni svet pa sprejel odlok, o katerem je napravil to, da je pooblastila dal vojski, da lahko začne intervenirati v Republiki Sloveniji, zaradi tega, ker so z temi akti, ki sem jih prej omenil, je država na mejnih prehodih postavila svoje table, je postavila svoje zastave in tu se je začel konflikt. In država je imela, oziroma vojska je imela, oziroma Jugoslavija je imela ta scenarij, da bi najprej z vojsko pa policijo Slovenija osamila, da bi poskušala jo osamiti s tem, da bi vse karavle oziroma vse mejne prehode dobila, in ko bi to naredila, bi prišel pa drug val, ta drug val pa se k sreči ni zgodil, da bi odstavili slovensko vodstvo, postavili nekoga drugega in postavili to državo zopet tja, kjer je nekoč bila. Jaz mislim osebno, veste, uporabo en star latinski izrek, ubi concordia, ibi victoria, ker je složnost, tam je moč. Nisem si nikoli mislil, da je slovenski narod tako trdno odločen in da tako sodeluje in da ima tako sposobne ljudi, da so bili kljub temu, da niso bili dobro oboroženi, kljub temu, da niso imeli profesionalne vojske okoli sebe, ljudi, da so kljubovali tej močni sili in da so uspeli z temi manevri narediti to, da je bilo dosti manj mrtvih, kot bi človek pričakoval. In zato se mi zdi vsa čast in hvala
To smo v parlamentu večkrat dejali vsem ljudem, ki so k temu prispevali. Prvo je teritorialna obramba, ki je imela na vojaškem področju, drugo je bila pa policija, na katero smo se v najtežjih trenutkih lahko vedno 100% naslonili in ki nas je vedno čuvala, varovala in nam pomagala pri izvajanju nekaterih akcij. Hvala lepa. Samo to bi še dal, pa bom nehal. Politiki dolgo govorijo, vse pa lahko to zrežete. Nič se ne reže. Izrečeno ostane. Ko nam je Raus, predsednik izvršnega sveta Maribora, telefoniral, tam sva bila 2 člana izvršnega sveta, poleg mene še Verlič, da naj takoj pridemo v Maribor. Nama je takratni, zdaj bi se temu rekli obrambni minister, Bavčar, dal na voljo svojega šoferja, avto BMW 4000 kubiki in tisti je rekel samo glejta v tla, nikamor drugam, čez 3/4 ure bo v Mariboru. In res, peljali smo se po tisti stari cesti, po noči, hvala Bogu, da se ni koga zaletel, ki prihaja nasproti, in smo se ustavili v Mariboru. Maribor je pa seveda bil zaradi tega na nogah. To je vprašanje, ali ste hitro vozili ali nizko leteli. Prav. Zdaj, kaj pa v Mariboru, gospod Kovačič, po eni strani obrambne zadeve, kako ste doživljali tisti čas, v katerem je bilo potrebno, torej po eni strani upravno urediti stvari, hkrati pa vedeli, da bo zgodba tudi na civilni sferi, če bo prišlo do najhujšega domiranja moči z orožjem, pustila svoje posledice? Ja, dejstvo je naslednje, ne. Malo se v slovenskem prostoru ve, da je 10. decembra bil sprejet odlok Zveznega izvršnega sveta in da so ustanovile vojaške teritorialne organe, ki bodo prevzeli komplet naborno vojaško dokumentacijo v Sloveniji. V začetku naslednjega leta je bila reorganizacija tudi teritorialne obrambe in takrat smo seveda bili pod posebnim pritiskom. To, kar sem prej omenil, moram reči, da smo preselili vojaško naborno dokumentacijo na varnejšo lokacijo. In moji sodelavci iz tega področja so do začetka agresije delali vse brez ene pisalne mize. V škatlah, na kolenih se je dejansko delalo in pisalo. Sredi februarja smo imeli zadnji v Sloveniji, v Mariboru, inšpekcijski pregled narodne odbrane Jugoslavije. In smo dejansko, je bilo 8 generalov, ki so dejansko spremljali vse na terenu in moram reči, da je bilo veliko težav. Mi jim nismo mogli pravilno razložiti, kaj je to narodna zaščita. Mi smo takrat po zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti imeli narodno zaščito, o tem smo veliko govorili. To bi moralo biti že 45 let jasno, kaj je to narodna zaščita. Ne, ker tudi takrat po vojni so nam dejansko to prepovedali, to organiziranost, prepovedali tudi usposabljanje v slovenskem jeziku in tako dalje. Skratka, to je pač ta odnos, ki je bil. Jaz bi rad rekel, da je, kar je bilo prej že povedano, da je bilo dejansko razpoloženje odgovornih ljudi glede obrambnih priprav gospodarskih subjektov, občinskega, pokrajinskega, državnega pomena. Kajti Maribor v slovenskem prostoru imel popolnoma drugačno mesto, kot ga ima danes, žal. In to smo obvladovali, vi morate vedeti, da smo občinski funkcionarji takrat obvladovali z tem v Ljubljani, pa republiški organi, ne pa ljubljanski. In to je bila bistvena razlika. Bistvena razlika je bila, da je bil dejansko pri nas general Delić, slovenski
Hočevar pa v Ljubljani. In to se je vse poznalo in pripravljenost ljudi, ker to je zdaj bistvo, ljudi za dodatne reorganizacijske oblike, za sprejemanje vseh določenih nalog, usposabljanja in vse skupaj. Mi smo pisali za 25. obletnico vzhodno-štajerske regije eno publikacijo in tam smo dejansko zbrali vse podatke in ko vidiš, koliko aktivnosti je bilo, koliko dejansko krajevnih skupnosti z svojimi kurirskimi mrežami, ko smo dejansko ob reorganizaciji teritorialne obrambe, seveda mi že morali priti do vsakega vojaškega obveznika, koliko je bilo, bojo potem tu sodelavci konkretno govorili. In to je vse del civilne obrambe, ki smo jo takrat dejansko izvajali. Hvala lepa, da bomo zdaj strnili in šli dejansko v čas, torej 26. junij, večerna slovesnost, pa se ne bomo ustavljali pri zgodbi Primorske dan prej, pri tem, da je oblast zamolčala armadne premike, ker je pač želela, da se slovesnost izvede nemoteno, da se ta akt sklene, ampak prišel je 27. junij jutro, ko so tanki in oklepniki krenili tudi iz Maribora v najprej smer Šentilj, smer Ruše. Kako označiti to prvo reakcijo danes, ko gledamo te VHS posnetke z ene od stolpnic S-23? Kdo je bil zadolžen, da je tedaj in tam tik pred hod postavil spet avtobuse, da se je začelo prvo in potem vztrajno oviranje teh enot na vsej njeni poti? Je bila to stvar pekrskih dogodkov in predpostavke, da bo do spopada prišlo, da bo tehnika zapustila vojašnice in da jo je treba ovirati na njenih ciljih? Zdaj pa prosim. Bi začel, potem pa menim, da je na koncu oseba, ki bo dala dokončni odgovor. Torej, kar se tiče vseh teh dogajanj leta 90 pa 91, če povzamem, plebiscit 23. Pri tem je v Sloveniji teritorialno obrambo prevzela dejansko slovenska oblast, predsedstvo. Ustoličili so novega načelnika Republiškega štaba teritorialne obrambe in v tistem trenutku, ko je manevrska struktura narodne zaščite prešla pod okrilje teritorialne obrambe Republike Slovenije, to je bilo 4. oktobra leta 90, so se začele seveda zelo hitre priprave. Načrtovanje. Vedeli smo, da moramo najprej zagotoviti izvedbo plebiscita in smo jih določenimi enotami na terenu tudi v primeru morebitnega državnega udara ali pa intervencije. Mi smo že konec novembra, v Mariboru konkretno 29. novembra leta 90, to je bil nekdanji praznik skupne države, pod novo oblastjo takrat ukinjen. V Mariboru smo se hecali, evo, v čast temu prazniku pa smo zdaj mi oborožili en vod teritorialne obrambe in jim dali orožje na roko, kot smo rekli. To se je dogajalo v vseh občinskih štabih po Sloveniji. Pomeni, poklicali smo jih na Rotovž, vsakemu smo dali avtomatsko puško in pet nabojnikov, torej z 150 naboji, in to je bila enota v pripravljenosti. Najbolj zanesljivi, najbolj izurjeni rezervisti, to so bile ponavadi protidiverzantske enote, kateri je tudi pomagal kolega Lunešnik izuriti, tako da smo se zares lahko zanesli na njih. In seveda od takrat naprej smo imeli nenehno v vsakem občinskem štabu oziroma pozneje močju en vod za intervencijo v pripravljenosti. Tako da to je delala cela Slovenija. Zdaj, če govorim tu na vzhodno-štajersko pokrajino, smo jih držali ali v Pekrah ali pa na letališču v Skokah, tako da so bili hitro premični, lahko so intervenirali seveda z lahkim pehotnim orožjem in seveda to je bil čas nekaj neverjetnega sodelovanja s takratno milico.
prvič sem začutil, da smo kot eno. To pomeni, oni so se lahko zanesli na nas, mi pa še bolje rečeno zanesli na njih. Kajti Milica je imela sistem zvez, ki je nenehno funkcioniral, imeli so radijske postaje in tako naprej. Mi v teritorialni obrambi seveda smo capljali z temi sredstvi zvez, z orožjem sicer ne, tako da nam je to bilo izjemno pomoč. Začelo se je z manevrsko staturo narodne zaščite, takrat smo postavili te kontakte in ti kontakti so dejansko držali kot jeklo vse do odhoda zadnjega vojaka iz slovenskih tal, to je oktobra leta 1991. Tako da tu, seveda in potem pridejo Pekre. Pekre je bila za nas generalka, zgodile so se v Mariboru, mi smo takrat na hitro mobilizirali prve enote in nam to ne bi uspelo, če ravno ne bi tega sistema zadržal oddelek za ljudsko obrambo. In ravno te enote teritorialne obrambe so parirale tisti koloni pred Pekrami na tistem klancu na Koglo in tako naprej, da enostavno so si verjetno tudi zaradi tega premislili. Če so si premislili zato, ker jih je politika pritisnila, ne vem. Jaz pa vem, da so se premislili zagotovo tudi zaradi podrejene taktične situacije, v kateri so se znašli, kajti ko je nekdo nad tabo, kot je ima na muhi, tudi če si ti v oklepu, vendar slejko prej moraš dati glavo ven. Ko pa daš glavo ven, pa se ve, kaj se lahko zgodi. Tako da to je ta del in mi smo bili pripravljeni. Pomeni generalka Pekre in potem se je samo še stopnjevalo in to je to. Hvala, gospod Ogrinc. Predno damo besedo Bojanu Lunežniku, kaj pa so povedali obveščevalni podatki za tisti čas? Gospod Korošec. Ja, pardon. Glejte, slovenska, mislim, teritorialna obramba je imela seveda že svoje obveščevalne službe in seveda bo tam na zvezdnem oziroma na republiškem nivoju, ampak glejte, vprašanje je, če so dobili podatke, prave podatke, namreč nasprotna stran, jugoslovanska armada je imela najmočnejše obveščevalne službe, tako zvane KOS oziroma kontraobveščevalne službe, ki je, bi lahko rekel, obvladovala zadeve. No, še predsednik vlade je na zadnji slovesnosti rekel, da je bil KOS v Mariboru močno postojanko. Ja, vsaka obveščevalna služba oziroma vsaka vojska, ki ima svojo obveščevalno službo, veste, to je del vojske, ki je prikrit. Torej, kontraobveščevalci pa so še bolj prikriti. Torej, kako močen je bil KOS v Mariboru, to niti danes ne vemo in še en čas ne bomo zvedeli, kaj se je dogajalo, ker ta del vojne je bil prikrit in bo verjetno še prikrit vsaj kakih 20 let, dokler se ne bojo arhivi odprli, in bomo potem zvedeli za marsikatero stvar, ki je danes ne poznamo ali pa gledamo z popolnoma druge strani na te zadeve. No, neke stvari seveda vemo. No, takrat, gledajte, tiste so bile določene iz samega republike, so bile določene indici postavljeni, kaj se dogaja. Na samih štabih, kjer smo imeli obveščevalce, je bila organizirana tudi ena obveščevalna akcija, kjer smo recimo nadzirali, po noči nadzirali že v mestu v letu 90, pa potem še 91. leta smo nadzirali, tako zvanih trojkah smo nadzirali določena področja, kjer naj bi se nekaj dogajalo, recimo z samo JNA, kaj bi počela JNA. Marsikaj smo seveda tudi odkrili, drugače pa smo takrat organizirali že določene obveščevalce, za katere smo menili, ki so bili sigurno preverjeni, strogo preverjeni, glavno je šlo to za nekatere bivše oficirje jugoslovanske armade, ki so bili že upokojeni. Recimo en taki center je bil Morje pri Framu. Tam je bilo precej oficirjev jugoslovanske armade, ki so imeli vikende. In tam smo imeli tudi določene obveščevalce, ki smo ugotovili, kaj se dogaja, kaj se je pa nekaj dogajalo. Potem smo imeli recimo primer, ko se je začela vojna, predtem smo določene postavili neke obveščevalce. Jaz recimo sem poslal, ne da bi, ker sem bil dokaj samostojen pri svojem delu, ni se to objavljalo nikjer, kaj počnemo, ker pač to se ne dela v obveščevalnih službah. Sem poslal svojega obveščevalca, svojega nekdanjega sodelavca v mariborski livarni, sem ga poslal v Čakovec oziroma Varaždin, kjer je prvi javil, da so šli tanki iz
iz Varaždina in iz vojašnice v Čakovcu. Torej, tu sem imel postavljene pa nekatere ravnatelje tudi, ki so bili zelo poznani tam v tisti okolici in so tudi vedeli, kaj se v tisti okolici dogaja. No, tako da smo imeli nekaj obveščevalnih podatkov, smo imeli, v glavnem pa smo dobili seveda po subordinaciji, smo dobili določene obveščevalne podatke iz vrha na osnovnem, rekel, nivo. Bojan Lunežnik, poveljnik posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Maribor, kako je bila sprejeta odločitev oziroma kaj lahko morda več poveste o konceptu oviranja, upočasnjevanja teh enot, ki so napredovale v smeri proti svojim ciljem, torej proti mejnim prehodom oziroma v smeri Dravske doline? Ja, povedal bi nekaj stvari, to, kar je že gospod Kovačič prej omenil. Pred 25. je bila imenovana tudi koordinacijska skupina, ki je takrat v začetku odigrala kar pomembno vlogo. Slavko Kovačič je bil namestnik vodje koordinacijske skupine, vodja pa je bil Silvo Komar. To je bil edini primer v Sloveniji, da je bil predstavnik VIS-a vodja koordinacijske skupine. Tudi jaz sem bil član koordinacijske skupine in mi smo se vse te zadeve pogovarjali že na koordinaciji in takrat je največ nalog dobila ravno civilna obramba. Civilno obrambo je pa v Mariboru predstavljal edini Slavko Kovačič. Tako da je on moral, mislim, da je tudi uredil te zadeve, ker ko se je začelo prvo to oviranje, no nekaj bi še rekel pred 25. Milica je bila takrat eno zelo pomembnih vlog na območju celotne Slovenije. Vi veste, da smo še mi 25. na 26. po celi Sloveniji razvažali zastave. 25. je milica snela zvezde in dala na kape nove oznake. Ne? Plus, ne vem, en del oborožitve, recimo za posebno enoto je prišlo ravno dan pred 25. In ko so se začele te zadeve dogajati, pri nas je vodja koordinacije, mi smo takrat bili takoj, mislim, zjutraj obveščeni, kaj se dogaja po Mariboru. Seveda je oddelek za ljudsko obrambo skupaj z milico, ker takrat je bilo tako, kolikor bil dogovor s Sertosom, cesto podjetja Maribor, Špetrans, to so bile tovarne, mislim, podjetja, s katerimi je že bilo dogovorjeno. Če pride do tega, in tudi milica je takrat klicala, mi smo bili na terenu, vsaka postaja milice je imela svojo vlogo, je točno vedela, koga naj pokliče, da bomo začeli postavljati te barikade. In prve barikade, veste, da so bile postavljene v glavnem z tovornih vozil, avtobusov in potem gradbene mehanizacije, šele kasneje, seveda zopet ob pomoči, in tu je Maribor kar eno največjih vlog odigral, ko so se začeli izdelovati betonski tetraedri, ti krstila, španski jezdeci in te zadeve. Ampak to je šlo vse prek oddelka za ljudsko obrambo. In seveda milica je pa pri tem dala, mislim, je bilo pomembno, da smo mi vse te transporte varovali in tudi varovali, ko so se postavljale barikade. Kasneje pri razvoju dogodkov so določene barikade varovali pripadniki teritorialne obrambe, ki so jih tudi, ne vem, ene smo celo minirali ali pa vse skupaj, ampak te barikade, izključno, če bi rekli, v mestu Maribor, je varovala, varovala, nihče jih, varovali so jih ljudje in pa milica, ker enote teritorialne obrambe so imele posebno zadolžitev, kje so oni neposredno, recimo, ne vem, v smeri, če vzamemo Lužnice, tam je bila enota teritorialne obrambe, vem, ker sem šel pa slučajno mimo, ki so fizično varovali to barikado. In ta zadeva ni stekla spontano. Milica je takrat, pa mislim, predtem so že bile naloge, da smo operativno varovali
nadzirali vojašnice, spremljali vse premike jugoslovanske armade na našem območju, posebno tudi v mestu Maribor. Pomembno vlogo z informacijami, to Slavko lahko pove, je odigral tudi VIS takratne. Ko smo dobili določene informacije, kaj se predvideva in kaj se lahko zgodi na koordinacijo, in potem smo se na koordinaciji, seveda je vodja koordinacije te naloge razdelil. In tako je se dogodil ta dopoldan, ko so enote jugoslovanske armade krenile, ena kolona, smo rekli, v smeri Šentilja, druga kolona je pa šla po smeri Ruš in nadalje proti Dravogradu. To je bil ta prvi trenutek. Gospod Tone Sračnik, kako ste se v Rušah odzvali na to, pa se hkrati dotakneva še enega ruškega problema tedanjega časa, to so obmejne stražnice na Kozjaku. Najprej pa seveda kolona, ki je zjutraj krenila skozi Limbuš, Bistrico proti Rušam. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi rekel, da je bilo Ruše eno iz manjših občin, ki smo imeli pod orožjem kompletno našo sestavo. To je naš občinski štab s prištabnimi enotami, 2 četi, protidiverzantski vod in pa diverzantski vod. Po teh vojnih predvidevanjih je bila naša osnovna naloga preprečiti v eventualnemu prodoru enot JLA na gradišče na Kozjaku in torej tam zavarovati mejni prehod. Tja je bila poslana ena četa in pa naš diverzantski vod. V Lovrecu na Pohorju smo imeli eno četo tjo, katera je bila 28. junija poslana v Maribor v obkolitev takratne vojašnice Franca Rozmana Staneta in je praktično bila ves čas torej v Mariboru, v tej obkolitvi. Ko je bil zdaj omenjena ta kolona, oklopno mehanizirana, ki je krenila, se pravi proti Rušam, moram povedati, da je nas ta kolona izredno torej presenetila. Namreč še danes ne vemo, kaj se v Mariboru delalo, da nas niso mogli obvestiti, da se te enote pripravljajo, da grejo iz kasarne in da med drugim gredo tudi proti Rušam. Mene je praktično tek pred tem, ko je bila kolona že pred Rušami, poklical en moj, ko smo imeli tako imenovane terenske te izvidnike in obveščevalce, da je šla skozi Bistrico torej ta kolona in seveda v tistem času je bila že pred Rušami. Mi smo tam uspeli skupaj z oddelkom za obrambo pa z občino blokirati torej cesto skozi Ruše, vendar je kolona krenila proti Dušiku. Ni bilo časa, da bi tam karkoli več naredili. Edino, kar je bilo, smo s kamioni na Ruškem mostu, en kamion z hlodovino postavil čez cesto, je pa šofer seveda bil dosti prestrašen, pa pozabil ključ v avto in seveda, ko je kolona prispela do tja, so tisti oficirji to ugotovili, kamion vžgali in postavili avto ven in kolona je imela prosto pot naprej. Je pa od te kolone ostal en izvidniški oddelek, to je bila ena samohodka z terenskim vozilom Pinsgauerjem, tu je bilo 13 vojakov pa en oficir, samohodca se je pokvarila tik nad Ruškim mostom in seveda ostala kolona je šla naprej, ta skupina pa ostala tukaj.
Mi smo jo, jaz v Rušah, tisti trenutek od bojnih enot sem imel samo protidiverzantski vod. Sem želel, da pač to skupino tam blokiramo, ampak so prišli zopet presenečenja, da smo dobili torej navodila, da se naj z skupino pogovarjajo torej civilisti. Pri nas je bil to takratni vodja oddelka za obrambo. In to se je vleklo čisto do večera, večer do 8 ure. Tam okrog se je zbralo pol Ruš, matere z dojenčki, vozički in tako naprej. Pa seveda policija, tudi bila s policijo smo res odlično sodelovali. Šele zvečer, okrog 8 ure, pa seveda dobimo povelje, da vkolikor se skupina ne preda, da jih pač po domače rečeno torej uničimo. No, jaz sem bil zelo presenečen, sem šel osebno k temu komandirju te skupine, se z njim torej pogovoril, on mi je, smo povedal, kakšna situacija. Bil je, težko se je torej odločil, sam, vendar, ko sem prišel nazaj in se niso hoteli torej predati, smo dali, no, nije pa prej zagotovil, vkolikor bo prišlo do napada, da se oni branili ne bojo. No in potem, ko je ravno je tukaj z nami, Eder Ivan, moj namestnik takratni, tam dal ukaz, da se morajo predati, so se torej res predali. Zanimivo je bilo tudi v tem času tudi to, da ko smo skupino, se nam predala, kličemo našo nadkomando in niso vedeli, kam z njimi, nekaj z njimi naredil. No, čez pol ure, dobro uro, so potem prišli, zapravo so Mariboru zmenili, pa so prišli, pa potem te zadeve rešili. Da, potem ne bi več ponavljal, kaj se je še dogajalo na našem področju. Dovedel to, da drugi dan, 28. je ta naš protidiverzantski vod bil poklican v Limbuš, kjer sta bila ustavljena 2 tanka, katera sta prejšnji dan bila napotena ravno po to samohodko v Ruše, da bi jo prišlepala nazaj v kasarno, vendar je v Rušah bila že postavljena barikada, so se morali obrniti proti Pekram, tam so bili ustavljeni, no in drugi dan je bila ta skupina tudi potem uničena in je prav en naš vojak iz našega protidiverzantskega voda je en tank torej uničil. Naslednja taka aktivnost je bila potem seveda 2. julija, ko smo dobili komando, da moramo zavzeti Karavle. Mi smo imeli na našem področju Karavlo na Duho, Karavlo Đuro Đakovića in pa na Zgornjem Slemenu Karavlo Nikole Hečimovića. In takrat je bilo na Duh. No, na Duhu je bila pa takrat, sicer je bil samo tista normalna posadka, zdaj v teh dneh je pa bilo gor poveljstvo čete in je bilo seveda enkrat več vojakov, kot je bilo torej sicer. Tako da smo gor poslali to četo iz Gradišča, pa diverzantski vod, na Hečimovića pa smo poslali zopet protidiverzantski vod in tega je zopet vodil gospod Eder in po dolgotrajnem pogajanju sta se obe posadki torej predali, tako da smo imeli v Rušah 89 teh vojakov jugoslovanske armade, ki so se nam predali. Imeli smo srečo, seveda na Karavle so bili izvedeni demonstrativni torej napadi, se torej odprlo orožje, se je streljalo, posledice na katerih se še danes torej poznajo.
Smo pa bili zadovoljni, da torej, ni bilo ne ranjenih, ne mrtvih in imamo danes vsi čisto pa mirno vest, kot temu rečem. Hvala lepa, gospod Sračnik, izčrpno, popolno. Srečko Cehner, dejstvo je bilo, Šentilj je cilj za voljo mednarodnega mejnega prehoda in že 70 let prej je bilo rečeno, da je Šentilj, da so slovenske Termopile, slovenski Port Artur v drugih zadevah in v tem razmišljanju se je zgodba leta 1991 ponovila. Vedeli ste, da prihaja ta oklepna nevarnost, bili so letalski napadi, bila je barikada med drugim tudi iz voznikov tujih kamionov, ki so bili sicer umaknjeni od svojih kamionov, vendar so se k njim vrnili, misleč iz nekih drugih izkušenj drugje, so bili vedno najbolj varni pri svojih kamionih, tu pa žal ni bilo tako. Kdaj in kako ste vi izvedeli, kaj vas čaka in kako ste pričakali celotno zgodbo? Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Torej, mejni prehod Šentilj je bil najpomembnejši v skupni državi, to si že omenil, hvala lepa. Hvala lepa gospodu Mogito, ki je tako lepo uvod naredil, torej za sodelovanje teritorialcev in pa milice v samih spopadih za osamosvojitev Slovenije. Zdaj, kar se tiče, kaj smo videli. Mi smo že v projektu manevrske strukture narodne zaščite načrtovali, da bomo branili mejni prehod Šentilj. Vedeli smo, da se pripravlja, nismo pa vedeli, kaj bo prišlo na Šentilj. Nihče ni vedel, da bo tankovska četa šla proti Šentilju oziroma da bo šlo tako močna enota proti Šentilju, ki jo bo tako težko ustaviti, ker mi nismo imeli orožja, da bi ga lahko ustavili. To je bil problem. Je pa sreča, da smo preko civilne obrambe to zadevo načrtovali, torej da je bila pesniška barikada že vnaprej načrtovana in potem tudi pravočasno na srečo izvedena. Zdaj pa, kdaj in kako smo mi izvedeli? Kot je Tone že povedal, tudi mi nismo vedeli, kdaj bo pa kaj bo. To pomeni, zvedel sem pred kratkim, da na slovesnosti v Ljubljani 26. so bile govorice o tem, da se je že začelo, na našem koncu nismo vedeli nič. To pomeni, da se pač, kot si že sam povedal uvodoma, ne bom tega ponavljal, in to jemljem kot veliko črno piko takratnemu vodstvu, da ni obvestilo svojih oboroženih sil, kaj se pripravlja in kaj lahko čakamo drugi dan, da bi mi bistveno bolj pripravljeni in tudi sposobni se bili zoperstaviti, to dočakali naslednji dan. Torej, jaz sem konkretno izvedel, oziroma mi, ki smo čakali na bivšem občinskem štabu v Pesnici, smo izvedeli iz televizije, da je tankovska četa že tako rekoč pred barikado. In da se barikada, hvala Bogu, postavlja. Saj mi nismo bili naloge, mi smo jo načrtovali, civilna obramba je to speljala, pa miličniki so pomagali in tako naprej. O barikadi danes ne bomo govorili, ker je to preširoka zgodba. Torej, šentilska zgodba je daleč preširoka, da bi jaz lahko danes celo predstavo, lahko pa največje samo določene poudarke. Samo poudarke, ja. To pomeni. Torej, tankovska četa je bila največja grožnja menjemu prehodu Šentilj. Če bi Šentilj padel, si že sam omenil, bi bila naša pot v samostojnost bistveno drugačna, bistveno daljša in tudi bolj krvava. Torej, zaključila bi se prva faza, ker je to edini mejni prehod v Sloveniji, ki ni padel od ta večjih, pomembnejših. In če bi bila prva faza zaključena, bi se začela druga in potem smo slišali, kaj bi potem bilo. In to tako večinoma tudi vemo, da to ne bilo nič dobrega za nas, za našo pot samostojnost, ker potem bi bila najprej politični vrh bi bil na udaru in potem še vse ostalo. Tudi mi smo bili baje na nekih seznamih in tako naprej, da ne govorim zdaj, kaj in kako smo že vse slišali, kar ni, recimo, da je res, ampak marsikaj se govori danes. Pa bomo izvedeli, ko se bodo zgodovinski arhivi odprli, kaj je bilo vse načrtovano, kaj se bo z nami zgodilo, če se ne bi zgodilo, kot se je. Torej, naša najboljša varianta in najboljša zadeva je bila, da se tankovska četa izčrpa, zaustavlja postopoma z barikadami, ne z ognjem, ker nismo imeli s čem se jim zoperstaviti. Na pesniški barikadi nikakor ne. To pomeni, oni so na pesniški barikadi izgubili 21 ur. Dobro uro so pa rabili do pesniške barikade in vse tiste barikade, ki so bile do pesniške barikade, so bile tudi odločilne, da se je pesniška lahko postavila, tako kot se je. Torej, naslednji dan so se ob 7 uri prebili, so naleteli na novo barikado Franci in tam sicer ni bila branjena, niso se dolgo zadržali, ampak so zgubili 2 tanka, pa zgubili so vsaj 1 uro. Je zopet pomembno. Barikada v Štrihovcu je bila že prejšnji dan postavljena, pa varovana pa vse in tam so zgubili 6 ur. Jernej Bračko je z Armbrustom ustavil prvi tank, ki je šel skozi in je tudi dejansko neke vrste narodni heroj za to, že pokojni Jernej Bračko. In potem sta sledila 2 avionska napada, pa žrtve in pri miličnikih v Šentilju in potem med
med vozniki kamionov, ampak ta barikada je zopet opravila svojo funkcijo. Torej 28 ur oni niso prišli nikamor, niso prišli do cilja, načrtovali so pa, da bo v 3-4 urah v Šentilju. Ne. Veste, kakva katastrofa je bila to za njih. Oni so vmes izgubili zvezo in so bili dejansko bojno že neuporabni. Torej polovico moštva jim je potem vmes že pobegnilo, 4 tanki so bili izločeni z boja, 2 še potem Štrihovcev, in samo 6 se jih je prebilo in se je za barikado ostavilo. Ko sva z Egonom Barambašom šla potem zvečer pogajati, niso bili pripravljeni se predati, ampak so se hoteli so imeti samo odlog, torej to pomeni, da želeli so, da se dogovorimo za premirje in do 6. ure naslednji dan. Ne. Naslednji dan ob 6. uri smo nadaljevali s premirjem, niso bili pripravljeni se še predati, zato je moj namestnik Ribič Uroš nadaljeval s pogajanji in dosegel predajo do 14. ure. Ne. Do 16. ure smo jih odpeljali v zbirni center, do večera so bili tanki na meji, ne, z vozniki, ki smo jih pač poiskali. V svojih vrstah tako nismo imeli, torej smo iskali med tistimi, ki so pač ta rod vojske služili, ne, na domovih. In čez noč je mariborski, torej po naš nadrejeno poveljstvo poslalo posadko, formirali smo tankovsko četo, smo jo usposobili, prešli smo v aktivno delovanje, ker sem izvedel, kaj se dogaja oziroma koga imam za nasprotnika, ker prvi vojak je bil zanimivo iz Bosne, ki je prebegnil in je povedal komplet sestavo, oborožitev, vse. Ne. Potem smo pozivali pokojni Fer, ki je bil iniciator tega, da smo pozivali vojake, torej iz posebne enote milice, da smo pozivali vojake, da so prebegnili in četrtina čete je pobegnila na hribo Bolt. Ne. Zopet velik uspeh, zmanjšali smo njihovo gonilno moč za 1/4. Tako smo, potem sem jaz se odločil, da bom šel v aktivno delovanje, to pomeni, da smo obkolili vse enote, ko sem vedel, s kom imamo opravka. In dejansko potem smo pripravili zadeve tako daleč, da ko smo 2. julija dobil ukaz ob enih, da začnem splošni napad na enote v Šentilju, da smo v pol ure začeli, torej 2 tanka smo dali že na položaj in smo v pol ure dejansko 7 podrejenih prenesel ukaz, dogovoril sodelovanje z milico, celo z stražnico Šentilj smo se poskušali dogovoriti, ker smo imeli neki tihi dogovor, ne, ampak tisto je padlo vodo, ker pač niso bili kooperativni, se niso želeli pogovarjati, jaz pa sem moral ukaz izvršiti. Ne. To pomeni, tudi mi na stražnico nismo takoj napadli, jaz smo jo napadli čez 2 uri potem, ko se je že vse splošno streljalo drugače. Mi smo izstrelili z 2 tankov 65 granat na položaje čete JLA na hribo Bolt in 25 na stražnico Ceršak, na stražnico v Šentilju. To moštvo se je izmaknilo in se predalo naslednji dan v dopoldanskem času, vse ostale enote so se pa predale še ta dan. Torej, jaz sem ukazal, ne streljamo, da jih pobijamo, streljamo zato, da jih prestrašimo in da jih prisilimo na koncu k izmiku iz položajev in na koncu tudi k predaji. In po tistih močnih pogajanjih, kjer je bil Bojan Lunežnik udeležen v Ceršaku, so se na koncu tudi tam predali. In ko je padel Šentilj in Ceršak, so se vse ostale enote verižno predale, vse stražnice predale po celi severni meji in naš uspeh je bil zagotovljen. Tistih 200 000 prostovoljcev, ki se je zbiralo v Srbiji, je bila manjša grožnja, ker smo naše sile sprostili na severni meji. Jaz bom rekel tako, če bi Šentilj padel, bi bila naša pot v samostojnost popolnoma drugačna, bistveno daljša in tudi bolj krvava. Ne? Majda Struc je 2001 zapisala, če bi se tankovska četa prebila do Šentilja, bi bilo to najbolj krvavo bojišče v osamosvojitveni vojni, kar popolnoma drži. Če računamo, da je bilo na strani JLA 330 pripadnikov, na naši strani pa 270 teritorialcev in 100 miličnikov, je to kar, ne, je velika sila, ki se je spopadla, niso vsi streljali, ne, spopad pa je trajal 13:30 do 19:45, to pomeni po dolžini, po številu udeleženih, po samem uspehu, ki smo ga dosegli, je daleč največja zgodba, ki je bila dolgo v Sloveniji zamočana in mislim, da smo tu že dosegli preboj, ne, tudi s pomočjo Stane tebe in ostalih novinarjev. Hvala lepa. Hvala, Srečko. Zdaj bi praktično večina teh dogodkov je v bogatem spletu literature že bolj ali manj opisana z nekaterimi dodatki, obstajajo fotografije, pa se ustavimo ob nekaterih poudarkih še. Bojan Lunežnik, ti nesrečni streli iz vojašnice na Ljubljanski ulici v Mariboru, kjer v zgodnem jutru 28. mislim, da je bilo 28. ne? Ja, umre rezervni policist Robert Hvalc, njegov kolega, aktivni Zdenko Lilek, je huje ranjen, je ostal invalid. Namreč, če pogledamo
grožnjo. Ta dva sta bila v patrulji, nikogar nista ogrožala, nista prestopala nekih njihovih ograj ali pa namišljenih črt. Pomeni, da se je ta objestnost stopnjevala, da v Sloveniji ni dosegla vrhunca oziroma višje stopnje, da je ta višja stopnja se eskalirala kasneje v desetletju jugoslovanskih vojn, ki je sledilo, ampak ostaja se najprej 28. junija na Ljubljanski ulici. No, kot sem že prej omenil, milica je imela takrat vlogo, da kontrolira vse barikade, ki so bile postavljene v okolici vojašnic. Vi morate vedeti, da je takratna postaja milice Maribor, je imela oddelek milice Tezno in oddelek milice Tabor. 4 največje vojašnice so bile na območju oddelka milice Tabor. In pekarski dogodki so se začeli na njihovi strani, če vzamemo, mislim, zopet na njihovem območju. In tako kot so patrolirali miličniki policijske oddelka milice Tabor, so patrolirale miličniške patrulje po območju celotne Slovenije. Dejansko smo imeli 24 ur pokrite barikade pred vojašnicami. Poleg tega, da smo še izvajali opazovanje in seveda pridobivali podatke prek drugih virov od Visa in prebivalcev, ki so nam javljali. Ta dogodek, to je bila redna patrulja v tistem trenutku. Pač to je bilo delo, da kontrolirata barikade in spremljata dogodke v okolici vojašnic. In tako sta se tudi ona dva pripeljala. In ko sta opazila, seveda, mislim, to so potem pričevanja, seveda, Lileka, ki je to pač preživel, in ko sta videla, da prihaja oklepno vozilo iz smeri vojašnice, sta zavila levo proti Marinki, tam tisti tovarni, in takrat je počlo. Tako da sta v bistvu iz oklepnega vozila streljali na službeno vozilo milice od zadaj. In takrat, ko sta bila zadeta, voznik ni mogel več nič, sta se zaletela v ograjo te tovarne in potem še bil en rafal spuščen. 2-krat se je streljalo. In prva informacija, da se je to zgodilo, jaz sem to slišal, ker sem bil v klubu, ker je bila mirna noč, ni bilo nič, in so se slišali rafali. Ampak v tistem trenutku je že stalna služba obveščala, jaz pa imel posebno enoto tudi po Mariboru. Patrulje, mislim, oddelki so patrulirali po celem Mariboru. In takrat je iz bolnice so prvo klicali, da so slišali strelke. To je bilo to neposredni varnostna služba iz bolnice. In v tistem trenutku je že tudi varnostna služba iz Marinke klicala na oddelek Tabor, kar se je zgodilo. Tako da prva patrulja, mislim, prvi, ki so prišli na kraj, je bil oddelek iz posebne enote milice, sta ta dva že bila odpeljana, ker so reševalci neposredno prišli na kraj, ko so videli, kar je, in jih odpeljali. Seveda, takrat smo vsi mislili, da sta oba mrtva. Mislim, ker pač poškodbe so bile take, da je nemogoče, da bi preživela, ampak se je kasneje ugotovilo, Lilek je bil hudo poškodovan. Danes je, če bi rekel, paraplegik, upokojen, mislim, je delal še do pred 2-3 leta nazaj, ker ni hotel. In mislim, zakaj je prišlo do tega konflikta? Mislim, takrat smo se tudi na koordinaciji spraševali, kaj bi bil to. Oni so rabili en konflikt, ker takrat, vam povem, jaz sem imel posebno enoto, ko so to videli. Nas je bilo, recimo enih 40, nas je bilo vedno v pripravljenosti v Marčiče. V tistem trenutku, ko se je to zgodilo, obdržati te miličnike, da ne gredo v vojašnico. Psihično. Oni so rekli, zdaj si bojo oni norce delali. In dobro, tudi eno tisto vojašnico, glede na koliko ne bi bil noben problem, mislim, problem bi bil v tem, ker bi bil to konflikt. Ker bi domino padla. No? Tako. In takrat obdržati te, mislim, usposobljene miličnike, jih prepričati, da bomo zadevo rešili na drug način.
Seveda na kraj so potem prihajali različni ljudje, kriminalistična služba je opravila ogled skladno z tem, na kraj so prišli preiskovalni sodnik, tožilec, tako da smo potem, mislim, da se je opravil ta ogled, skozi dejanja se je ugotovilo, kdo je bil tisti, ki je streljal in vse skupaj. Teda do sodnega epiloga, ta, ki je streljal takrat, je tudi bil prijet kasneje, ampak zadeve so se končale tako, kot je. Gremo počasi k sklepnemu delu, pa bi to eno kratko razmišljanje vsakega izmed vas, recimo za 3 minute, da pridemo skozi vprašanje nekako koncipirano v 2 delih. Prvič, 18. julija 1991 je predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejelo sklep o umiku tehnike in moštva JLA v 3 mesecih slovenskega ozemlja. Je bilo to presenečenje ali je bilo načrtovano? To je prvi del vprašanja. Drugi del pa še vaše videnje tega dogajanja z 30-letne perspektive. Gospod Kovačič, bo pretežko, če začnete vi. Ja, treba je reči, da je ta Brionski sporazum prinesel veliko olajšanje. Dejstvo je, da ko ste prej govorili o blokadah, pa to, ampak to se je bilo treba vse z ljudmi v podjetjih, z posamezniki, z odgovornimi osebami dogovoriti, z vozniki in vse skupaj. To ni samo nastalo. To ni kar mimo grede nekdo to. In to, kar sem prej poskušal povedati, ta pripravljenost vseh odgovornih nosilcev obrambnih priprav, nalog. In zdaj si vi predstavljate, da zdaj voznik avtobusa doma večerja, telefon, ne pove, kam gre v avtobus in ga postavi pred Slavo Klavoro. A si vi predstavljate, kakšna je to obremenitev na vozniku avtobusa? Tako da je bilo veliko nalog se je upravljalo, pogovarjalo in to smo morali tudi paziti, s kom smo se sploh lahko pogovarjali. In ko ste prej govorili za Šentilj, ja, mi smo tam naredili blokado železniške tovorna vozila, sem pa tja in v enem trenutku me direktor pokliče, rekel, Kovačič, jaz imam mednarodni vlak, to bomo, in smo ga dejansko potegnili nazaj, pa zopet to naredili. To je bil prizor za potnike z mednarodnega vlaka. To brez velikega zaupanja in medsebojnega spoštovanja ni možno, da bi se to naredilo. Iskrena zahvala za ta prizadevanja. Zdaj pa samo v 2 stavkih, ali ste bili sredi julija prepričani, da čez 4 mesece v Sloveniji več ne bo armadnega vojaka? Ste verjeli v to odločitev? No, ker je bil taki dogovor sprejet, jaz sem dejansko to pričakoval, ni pa bilo enostavno. Jaz bi samo 2 zadevi. Prevzemanje stanovanjskega fonda oficirskega kadra, ki je živel v Mariboru. To je delal oddelek za obrambo. A si znate predstavljati, kakšne travme? Mož bo šel, je šel, ono drugo, ostanejo otroci, mama, stara mama, jok, to so bili resnično zelo, zelo težki, zahtevni časi in razum je prevladal na koncu na obeh straneh. Vsaj jaz osebno sem v to dejansko prepričan in vsem tistim, ki so zadevo reševali dogovorno, sporazumno, vsem tem se lahko danes tudi zahvalimo. Hvala lepa, tudi vam. Bojan, za vas to vprašanje ne velja, ga bom drugače obrnil. Vi ste kasneje šli v Srbijo v službo kot ataše slovenske policije, hkrati pa ste
končali tudi Vojaško akademijo, Kopenske vojske, Jugoslovanske ljudske armade. Gotovo ste se srečali s kom, ki je bil takrat na drugi strani. Kakšno je bilo po desetletji videnje teh, bi rekel, tedanjih nasprotnikov situacije v Sloveniji, na kratko? Jaz sem imel zelo čudno pot. Jaz sem začel kariero v Beogradu in končal v Beogradu, ampak v drugi državi. To je to, ko sem temle predvsem tele Nizozemcem, Francozom in to razlago niso mogli razumeti. Mislim, niso razumeli te zadeve, tem tujcem, ki so bili pač na istem delovnem mestu kot jaz. Seveda takrat 2008, ko sem jaz odhajal v Beograd, to je predpisana pot, ti moraš dobiti agreement države, da te sprejme in vse skupaj. Je to trajalo, kar je na 2,5 meseca. Kdaj se to reši v 14 dneh, 3 tednih. In seveda je pač trajalo. In potem, ko sem jaz bil že v Beogradu, seveda smo prek Ministrstva za notranje zadeve v Srbiji, bili so pa to res dopusti, avgust pa vse skupaj, vendar ko so to vse skupaj preverili, napravili, no potem dobim agreement. Bilo pa je to zanimivo, potem ko sem obiskoval te enote policije po Srbiji, od Saja, žandarmerije, mislim pač te enote, so me skoraj vsi poznali. Prvič, vsi poveljniki so dobili popolno oceno, kdo si, kaj si delal in vse skupaj. In tudi iz prejšnjih aktivnosti v Jugoslaviji. Jaz sem tudi 81 leta bil v zvezdni brigadi, mislim, kot kader Slovenije na Kosovem, potem še enkrat, potem 88 leta zadnjič. Tako da, ampak odnos teh ljudi ni bil, če bi rekel, sovražen. Jaz sem dol srečeval tudi moje klasiče, ki smo bili takrat, v glavnem so že bili takrat vsi podpolkovniki, polkovniki, ampak upokojeni. Dosti jih je tudi padlo. In v obdobju, ko sem bil v Srbiji, smo imeli tudi 20-letnico ali 30-letnico. 30-letnico 33. klase. Zaključka šole. Šole. Pa sem to slučajno so me eni obvestili, pa sem rekel, bom šel. In ni bil to neki odnos, da bi rekel, sovražni odnos do nas Slovencev. Dobro se najdejo zopet posamezniki ali pa tudi recimo, ko smo v okviru drugih dogodkov, v okviru veleposlaništva, vsi so nas sprejemali normalno, ampak zopet se najde kakšen posameznik pa reče, ja, vi ste oni, koji ste, to pa to napravili. Ampak to je bil tako mali procent, da ni. Hvala lepa. Gospod Boge, za vas pa vendarle dosežek umika, ki ga je bila Republika Slovenija pripravljena po eni strani financirati in čakati 3 leta po prvotnem sporazumu, dati armadi 3 leta časa, potem pa se je to zgodilo v dobrih 3 mesecih. Na kratko, prosim. Bom poskušal na kratko reči, ta 10-dnevna vojna je dosti žalosti ljudem prinesla. Roberta Hvalca s Borisom Sovičem sva bila na pogrebu, tako sesutega očeta, kot sem tam videl, nisem videl. Grozno je žaloval. Po drugi strani smo bila pa presenečena, ker ko so ciljali iz kasarne Mariboro, so poskušali zadeti stolp, na Pohorju pa so smreko zadeli, strgali so zajlo, za katero je mogel podpredsednik Franci Čuš potem ide želnemu Gravato Krajnerju, da smo dobili potem v doglednem času nazaj. In tretja reč, namesto da bi dom zadeli v regionalni RTV center, se je granata padla na vrt pod Pekarsko gorco, tam je eni ženski odtrgala eno dojko, drugi ženski pa malo nad glavo pustila eno grozno brazgotino. In smo šla tjale reči, da bo država za to poskrbela, pa je ta ženska, ko je imela grozno brazgotino, je rekla, pridite noter, mi imamo veselje, bomo pili, bomo jedli. Smo rekli, zakaj? Je rekla, veste, jaz sem se celo življenje sekirala, da sem tak mala. Zdaj pa vidva samo pomislite, da bi jaz bila 1 decimeter višja. Mislim, ja, tudi take stvari so bile. Tudi ta glavna reč, ta glavna stvar, to, kar si me vprašal, je pa to, jaz mislim, da je skupščina kljub temu, kakršnakoli je bila, dobro opravila svoje delo. Če se spominjate,
je 29. junija bil v Zagreb sestanek z predstavniki Evropske unije, Zvezdnim izvršnim svetom in tako naprej. In tam so dosegli neke točke, ki niso miru zagotavljale. Oni so se potem vrnili 29. nazaj, ampak takrat je pa Jugoslovanska ljudska armada dala ultimat države Republike Slovenije, da naj preneha z temi aktivnostmi do 9:30 junija. Zaradi tega je vodstvo Republiške skupščine, dr. Bučar, sklical tajen sestanek vseh delegatov, ki je potekal na ta način, da so nas prišli domov, že nas še zdaj vsa trese, 2 policaja v popolni bojni opremi z avtom, so rekli, sestanek je v Ljubljani, sedite v avto, gremo. Da se sedem in me peljejo tu na to postajo gor gasilske, prometno, policije oziroma gasilci so bili tudi tam na vrh. Tam smo se zbrali vsi delegati vzhodne Štajerske, avtobus in potem spredaj. Eni policisti oboroženi v avto, drugi od zadaj in smo jo šibali čez Slovenijo preko Vitanja in ne vem katerih poti, imeli ste varne poti do Ljubljane, na Trzinu nas je čakalo tisto pogorišče, še od onih tankov, ko so hoteli Brnik zazeti, stopimo na Mladinski cesti iz avta, tam so se streljali, je eden padel, mi pa v Državni zbor. Tam so nam potem razložili od predsednika Kučana do Peterleta, do Bavčarja, Janše in tako naprej, situacija, v kateri je bila. In na podlagi tega smo mi do naslednjega dne, torej to je bila celonočna seja, v kateri smo bežali tudi v klet Državnega zbora, takrat je bila še skupščina, zaradi tega, ker so se ena letala približevala in so mislili, da bomo bombardirali te stvari. Mi, ko smo potem končali te stvari, smo sprejeli 6 sklepov, ki so bili popolnoma osnova za to, da so lahko oni na Brionih legalno in legitimno razpravljali o tem, kako naj se ta vojna konča. To je bil eden izmed, to je malo poznan dogodek, ampak za mene je bil eden izmed prestižnih v tem pomenu, da so se ljudje, ki so vodili to državo, na ljudstvo naslanjali. To se pravi na delegati, ki so bili predstavniki vsega ljudstva. In zaradi tega, ker so imeli takšno osnovo, se meni ni zdelo, veste, neverjetno, da bodo potem tudi na Brionih s temi stvarmi lepo lahko uspešno končali pogajanja. Res je, da je v tem času Evropska unija zaradi naše izredne propagandne dejavnosti dosti spremenila svoje mnenje in da so potem oni na Brionih pač iztržili, kar so iztržili, to se pravi 3-mesečno prekinitev vse sovražnike, kar je bilo, in je Državni zbor potem še enkrat se sestal in je vse te sklepe potrdil. In s tem je bil žegen te osvojitve vojne pri kraju. Dodan, ja. Hvala lepa. Tone, vaš pogled 30 letja nazaj, kaj vas morda v tem pogledu moti, vznemirja, kaj bi bilo potrebno spremeniti, kaj še dodatno proučiti, kaj ugotoviti, kaj zapisati, komu dati priznanje, ki ga doslej nismo? Glejte, ta vojna je bila nekaj veličastnega za slovensko populacijo, za slovenski narod. Torej, to je eno prelomni dogodek v zgodovini, ki ga do sedaj ni bilo. Vse so bili dogodki, ampak take, da smo dobili svojo državo, nacionalno državo, tega v zgodovini ni bilo. Vodil sem 16 let veteransko združenje v Mariboru in moram povedati, gledajte, veterani vojne za Slovenijo pač različno gledajo na to vojno nazaj. Mislim, da bi še vedno vsi napravili isto, ko so napravili takrat leta 1991. Čeprav jih moram reči, da naša družba na nekem, bi rekel, nekem nivoju seveda jih ne upošteva preveč. Glede, tudi družbene skupnosti, od države naprej, od državnega vodstva, pa katerakoli stranka je leva ali desna, glede, imamo še vedno zakon o vojnih veteranih, ki je anahronizem v vseh zakonih. V tem zakonu imate not, še vedno imamo not prostovoljce
dobrovoljce, potem imamo še vedno majstrove borce, torej, ki jih obravnava tudi pri prejemkih, recimo določenih denarnih sredstev, ki dobivajo. Moram reči, v tem pogledu, oziroma ta zakon o vojnih veteranih, smo na popolnem repu. Če vidite, recimo, da dobi veteran 60% od minimalnega osebnega dohodka, potem tisti, ki je pa bil partizanik, pa Bog ne daj, da bi rekel, da imam proti temu kaj, pa če je šel recimo 10. maja v partizane, no, če je bilo, ali pa 5. maja recimo še bila vojna, dobiva 80%, torej ostali dobijo tam 90%, veterani vojne za Slovenijo pa dobijo skromnih 60%. Veste, struktura, moram še to povedati, veteranska struktura veteranov vojne za Slovenijo je precej drugačna kot recimo struktura, sociološka struktura recimo policistov. Policisti so vsi na nekem višjem nivoju bili tudi recimo po izobrazbi in po statusu. Mi smo imeli pa reveže od beračev pa do doktorjev znanosti, do profesorjev, tu je recimo profesor poleg mene sedi, ne? To je zelo raznoliko. Še druga zadeva, veste, Maribor je področje, kjer je bila po letu 91 velika revščina, zaradi tega, ker je bilo na 10.000 je bilo brezposelnih postalo, od tega je bilo veliko veteranov. Veste, v mojem času so umirali veterani, po 15 veteranov vsako leto, ki niso dosegli 50 let. Tudi recimo občina Maribor, pa pod katerim vodstvom je bila, ni bila preveč naklonjena, veste, čeprav smo dobili določena sredstva in se zahvaljujem za to, ampak recimo, ko smo provali, da bi poimenovali kakšno ulico po teh dogodkih z leta 91, to se ni zgodilo. 7 let smo čakali na tisto, kar smo mi predlagali, da bi bila neka ulica in seveda potem so nam nekako poklonili ulico, ki poteka tam od večera dol, slovenske osamosvojitve. Glede, morate vedeti, da tudi v Mariboru nismo imeli spomenika za to obdobje in smo veterani vojne za Slovenijo eni prvi spomenik pravzaprav v Mariboru postavili, prvi spomenik, kasneje smo skupaj z policijskimi veterani še postavili spomenik pri radiocentru Maribora. Tu smo postavili po 22 letih spomenik neuklonljivemu Mariboru, in tako dalje in tako naprej. Glede, to so stvari, ki niso najbolj prijetne za poslušati, niti niso najbolj prijetne. Po ZUJF-u, veste, ki je bil pred nekaj leti, ZUJF so odzeli, torej veteran, so tile, ki so dobili, ko so dobivali tu podporo, tisti 60%, je banke, veste, te, ki so najbolj bogate, so pobrali ves denar, ki je bil na njih nakazan. Če je bil kjer kaj dolžen, smo pobrali, da niso dobili niti centa. No, toliko. To je ja, žalostno, to je običajno. žalostni del, veste, te zgodbe, čeprav moram reči, kolikor poznam veteransko dušo, bi to napravili še vedno, kar so naredili leta 91. Hvala. Hvala lepa, gospod Korošec, resnično številni so izgubili službe, padli v težek socialni položaj, ampak poznamo podobne zgodbe tudi, če hočete, z ameriškega kontinenta, ne? Da je marsikaj daleč od tistega, kar bi moralo biti in kar bi si kdo zaslužil. Gospod Ogrinc, zgodba umika in dejstva, da se je nekaj, kar je Slovenija načrtovala, da bo v najboljšem primeru trajalo 3 leta, trajalo 3 mesece. To je seveda posledica uspešne politike, zagotovo bi rekel, in tudi situacije na bojišču. Če bi takrat ugotovili, da imajo dovolj resursov, bi zadeva gotovo stekla drugače. Samo vedeti morate, mi smo takrat v tistem času zavzeli vsa njihova večja skladišča, torej enostavno smo jim odzeli vso minsko eksplozivna sredstva, strelivo in tako naprej. In tukaj na tem mestu bi rad podaril 2 ključna datuma, mislim, da sta to za Slovenijo. 2. julij 1991, pade Šentilj in pade Lužnica. V trenutku, ko je padla Lužnica, bi mi lahko napolnili 100 tankov z granatami in če bi jih le imeli.
Torej, v bistvu se je takrat bojna moč korenito spreobrnila. Pa ni padla samo Ložnica, padla je potem tudi Mačkovec, pa vsa ta velika skladišča po Sloveniji in to je bilo odločilno. In seveda vojašnice so bile blokirane. Če se je Sloveniji zdelo dobro, jim je dala elektriko, če se je zdelo dobro, jim je dala vodo, torej je lahko manipulirali enostavno tudi z oskrbo. In to smo prvič poskusili v Mariboru. In brez Slavca Kovačiča, kot mu mi rečemo, tudi se to ne bi zgodilo. Se pravi, elektriko smo jim vzeli po pekelskih dogodkih, vodo smo jim vzeli in zamislite si nekoga brez teh temeljnih dobrin, potem seveda funkcionira zelo, zelo slabo. V tistih 3 mesecih, ki so nam preostala, smo imeli gromozansko nalogo. Prevzeti smo morali vsa njihove objekte. Torej, ne govorimo o civilnih, govorimo o vojaških objektih, jih popisati. Če se spomnite, na Studencih je bila ena strahovito velika kompozicija, naložena z orožjem, z intendantsko opremo, z avtomobili, z starimi pisalnimi stroji, da ne bom rekel z nočnimi omaricami, ker so hoteli vse povleči s seboj. Ne? In to ne samo pri nas v Mariboru, temveč tudi na vseh ostalih postajah. In se jim je mudilo. Mudilo se jim je tako seveda, da jim je Hrvaška zaprla prehod čez njihovo zemlje in ostala je samo Luka Koper. Luka Koper pa je bilo preozko grlo, tako da je precej tega ostalo tudi v Sloveniji. Zdaj, ko pripadnik teritorialne obrambe oziroma Slovenske vojske, moram reči, to je bil samo balast. Ne? Pustili so nam starine, s katerimi smo se ukvarjali, morali smo jih vzdrževati, morali smo jih obnavljati in tako naprej. In vendar vse tisto, kar niso odpeljali, niso mogli uporabiti pozneje v strahoviti moriji Hrvaška, da ne govorim o Bosni. Tako da to so bila 3 meseci garanja, mi si enostavno nismo mogli oddahniti, mi si tudi nismo oddahnili že pred tem. Tole bi še tudi na koncu poudaril. Ko smo leta 90 šli v projekt manevrske strukture narodne zaščite, tu nekje v začetku septembra, konec avgusta se je začelo dogajati. Takrat se je zame začela vojna. Bil si odsoten, nisem imel časa z družino, moral si nekaj planirati, moral si zmeraj nekaj skrivati. Potem je nova teritorialna obramba, torej teritorialna obramba z novim vodstvom je bila zmeraj v fazi pripravljenosti in zato smo tudi mi pripravljeni dočakali te dogodke leta 1991 in nas niso presenetili. Tako da naš oddih je sledil komaj po oktobru leta 1991. To je pa dobro leto. To je pa dobro leto, ja. Hvala lepa. Srečko je, Cehtar je pravzaprav veliko že povedal skozi en bob v večeru, ampak še vedno podobnega mnenja, kot je bil tisti bob? Še vedno. Še vedno ne gremo bistveno navzgor. Takrat sem na odru rekel, ne, da smo samo tonili, ne, in mislim, da še vedno nismo dosegli čistega dna, še vedno se razprodaja družbeno oziroma državno premoženje sedaj, še vedno se uničuje in tako naprej in politika še vedno ne opravlja tiste vloge, kar smo mi mislili, da bo nadaljevali naše poslanstvo, pa ga niso. Ne. Jaz sem zelo kritičen do vseh strank, do vseh vlad in tako naprej. Res sem razočaran nad njimi in tako kot večina veteranov. Naj rečem hvala lepa. Gospod Sračnik. Ja, jaz mislim, da je bilo vse povedano, da nimam več kaj za dodati. Rekel je pa samo to, da pogrešamo, da se danes malo premalo upošteva ali pa vsej v zavesti ljudi je premalo prisotno, kaj se je torej pred 30 leti dogajalo. Mi po občinah čutimo, da če ne bi mi veterani spodbujali pa dali spodbudo, da se na nek način vsake občini neko prireditev priredimo, verjetno ne bi bilo ob teh dogodkih ničesar. Samo toliko. Hvala lepa. To je pravzaprav tisto, kar smo želeli obuditi, obnoviti, povedati, dodati, morebiti dopolniti v zvezi z vojnim dogajanjem na tem razširjenem mariborskem območju v okviru druge okrogle mize. Hvala lepa za vaše sodelovanje, hvala za pričevanja, hvala za to, ker je vse skupaj tudi posneto in bo ostalo za prihodnost. Vsem vam lahko zaželim le to, da
ostanete trdnega zdravja, da uresničujete svoje poslanstvo. Srečko Cehnar je danes že bil predavatelj na osnovni šoli, pa najbrž še kdo, in da skupaj ohranjamo ta spomin in si prizadevamo za to, da bi realna teža in pomen tega dosegla tudi tiste, ki so danes stari 30 let in manj, pa govorijo ali pa poslušajo to tako, kot smo mi rojeni nekoliko kasneje poslušali o nekih drugih časih, nekih drugih bojih in nekih drugih prizadevanjih. Hvala lepa vsem, hvala tudi Mariborski knjižnici za to možnost. Posnetek bo pa kmalu na ogledu na njeni Facebook strani. Hvala lepa.